kar se tiče državljanske liste, še enkrat pravim, njihova odločitev je samostojna, legitimna, malo predvsem se odločijo, vendar ni korektno, da negira vse pogajalce. Jaz v teh pogajanjih nisem bil sem samo na koncu, kot vsi ostali predsedniki, sem prejel 2 do 4, in jaz sem hvaležen našim 3 pogajalcem, enako ostalim iz SD-ja, Državljanskih Gregorja Viranta in Desusa, da so opravili ogromno delo. Zdaj ta razlaga, da na eni strani sem preveč izključujoč, da nisem sprejemal nobenih predlogov, potem, da sem preveč upoštevajoč, da sem sprejel vse predloge, mi nekako ne gre skupaj, ampak to naj sami sebe razložijo, in mislim, da je ta razlaga težko sprejemljiva za državljane in državljanke. Jutri bom šel na vsak način v predstaviti svoj program in pa iskati glasove poslank in poslancev, ki bi s tem pokazali, da spoštujejo tako voljo državljanov na predčasnih volitvah, kot tudi voljo predsednika države, ki mi je podelil mandat. Moje vprašanje, moj poziv vsem skupaj, da tokrat ne pomislijo, kaj so obljubili svojim volivkam, volivcem, ne pozabijo to, da državljani tega ne pozabljajo in da se odločijo po svojem srcu, svoje glavi v korist države. Mi še vedno stojimo na tem, da je potrebno iskati široko koalicijo dobre države. Pripravljeni smo imeti in koalicijo in zavezništvo za posamezne razvojne projekte. In potem, po tem, ko je predsednik dr. Danijel Türk podelil mandatarstvo nam, so začeli pogovori tudi z Desusom. Na teh srečanjih je bilo prisotnih od 12 do 15 ljudi, bili so 4 vodje pogajalskih skupin, ki so teh sodelovali. Mi smo se dogovorili za nedeljo zvečer v 7, kjer smo delali že razrez po številu ministrstv. Sprememba iz naših izhodišč je bila ta, da je bilo namesto 11 ministrstv 12 odločitev na predlog 3 strank, da se ponovno razdeli to, kar smo dali skupaj socialo in zdravje, spet zdravje posebej, socialno posebej, in eno mesto predsednika Državnega zbora. Po matematični formuli na teh 52 poslank in poslancev bi nam pripadalo 7 mest, vendar sem se že pred enim mesecem odločil, da samo 5 ministrskih mest vzamem. Potem bi pripadlo SD v 2,5 mesti, dali smo v 3, Listi Gregorja Viranta 2 mesti, dobil 3, in pa Desusu 1,5 mesto, dali smo v 2 mesti. V ta tekst smo napisali, da pričakujemo, da te 3 stranke, ki so dobile več, kot jim pripada, da za vsako mesto ministra dajo naši stranki 2 sekretarski mesti. Se pravi, Državljanska lista 2 sekretarski mesti, SD1 in pa Desus 1. In naslednja alineja je pisalo, da smo mi dogovorili se že za listo Gregorja Viranta, da dobi ministrstvo finance in notranje zadeve in da obdrži tudi mesto predsednika Državnega zbora, ter pozvali SD in Desus, da posredujejo kompetentne kandidate, ki so strokovni in pačinski igralci. Tak papir je šel v nedeljo 8 večer vsem, na ta papir so se odzvali in ni bilo nobenih pripomb. Danes sem imel tudi posvet z celotno našo stranko, z vodstvom stranke, bilo nas je čez 120. Povedal sem, kakšne so možnosti, da ne grem na to, da se pač odpovem te častniki in odgovornosti, ki ne bodo predsednik države, ali da grem, da se pustim vsem poslankam in poslancem, da pridejo v zavese, odločijo, okrožijo, kar želijo. In moja odločitev je bila, da grem, in tudi celotna stranka Pozitivna Slovenija, ki je danes na tem srečanju mi izkazala popolno podporo in tudi stoji za tem, da sem jutri mandatar. Kaj je 45-46 glas, imel sem kar nekaj sporočil, da bomo dobili podpore za različnih strank, ne pričakujte od meni imena, ker je pač ne bom dal, vsak se bo jutri odločil o tistem in upam o tistem, da bo delal nekaj svoje odločitvi v korist države. Jaz menim, da imamo vso legitimno pravico, da pričakujem pozitiven rezultat, kajti konec koncev tudi kot relativno zmagovalcu so nam to zaupali državljani. Jaz sem prepričan, da bo zadostno število glasov in
počakajmo, pravim, še en dan in bomo videli. Po drugi strani pa, ko govorite o tem, a je potrebna koalicija za lažje vodenje vlade, jaz mislim, da je bila večja koalicija bolj pomembna, bolj potrebna, ampak mogoče boste presenečeni z imeni, ki bojo v vladi, mogoče bo kakšno veliko presenečenje, kajti jaz še enkrat poudarjam, da želim res strokovno vlado, timsko vlado in konec koncev bo rezultat tisti, ki nas bo držal ali nas bo podnesel. Ali boste ta dva poslanca, ki bi vas morebiti podprla jutri, prestopila v vašo stranko? O tem nismo govorili z nobenim. Danes smo imeli srečanje z SDS-om, z gospodom Janšo in njegovimi sodelavci, da bomo imeli podporo obe strani pri tistih projektih, ki so razvojno potrebni za državo. Konec koncev mislim, da moramo stati del Evropske unije, da sploh ni pomisleka, da bi se umikali iz Evropske unije in kot taki v Evropski uniji moramo tudi pravila spoštovati enako mi kot vsi drugi in tam so jasno pritisnjeni kriteriji, ki jih moramo doseči.